Spoštovane gledalke in gledalci, papež Frančišek je jeseni 2019 za vso cerkev upeljal nedeljo Božje besede in sicer je za to praznovanje izbral tako imenovano tretjo nedeljo v času med letom. Ta korak je storil tudi zaradi pomembne obletnice, 1600-letnice svetega Hieronima, velikega prevajalca in ljubitelja svetega pisma, ki naj bi po nekih ugotovitvah prihajal celo s področja slovenskega Krasa. Kar zadeva praznovanje svetega pisma, smo Slovenci pravzaprav prehiteli vesoljno cerkev, saj na pobudo naših biblicistov in po sklepu naših škofov svetopisemsko nedeljo obhajamo že tja od leta 1990 naprej, le da smo jo doslej obhajali na zadnjo nedeljo v januarju, odslej naprej pa skupaj z vesoljno cerkvijo na tretjo navadno nedeljo, kar pa spada prav tako v drugo polovico januarja. In imenovali smo jo malenkost drugače, nedelja svetega pisma, medtem ko jo papež Frančišek imenuje nedelja Božje besede, kar je res da nekoliko širši pojem. Ob nedelji svetega pisma ali nedelji Božje besede smo povabljeni, da bi se Bogu zahvalili za dar svetega pisma. Če imate sveto pismo doma, ste povabljeni, da ga ob nedelji Božje besede bolj pogosto vzamete v roke. Sveto pismo pa je dosegljivo tudi na spletu, prav tako razne svetopisemske razlage in pripomočki. Nekateri bodo ob nedelji Božje besede organizirali svetopisemski maraton. Ne gre za tek, gre za neprekinjeno branje svetega pisma po več dni skupaj. Jasno je, da bo letos takšno branje organizirano preko spletnih povezav. Sveto pismo nam namreč veliko pomeni. Je kot nekakšno ljubezensko pismo nebeškega očeta cerkvi ali človeštvu. Je sporočilo Božje ljubezni, po drugi strani pa tudi resno svarilo očeta, ki ima rad svoje otroke, ki želi svojim otrokom dobro in jih želi rešiti pred večnim pogubljenjem. Sveto pismo seveda vsebuje tudi zgodovino odrešenja izvoljenega ljudstva in ko jo prebiramo to zgodovino, lahko začutimo, da ima Bog tudi z vsakomur izmed nas svoj načrt odrešenja. Sveto pismo vsebuje in nam posreduje tudi mnoge modrosti in poetične elemente. Skratka, sveto pismo vsebuje Božje besede. V Novi zavezi so zapisane besede, ki jih je izgovoril sam Božji sin Jezus Kristus. Zato naj bi ga prebirali ali poslušali pri sveti maši z vso spoštljivostjo. Boleče je pričevanje neke profesorice slovenščine na srednji šoli, ki je potožila, kako katoliški dijaki slabo poznajo sveto pismo, kljub temu, da so mnogi hodili k verouku. Rekla je, da ima občutek, da dijaki drugih ver bolje poznajo Biblijo kot pa mi. Naj nam bo nedelja Božje besede vzpodbudo, da se bomo bolj zanimali za knjigo vseh knjig. Pri samem svetem pismu me osebno zelo nagovarja tudi dejstvo, da se je pisana Božja beseda skrbno ohranjala. Ko so jo prepisovali iz roda v rod, so to v teku stoletij ali tisočletja storili praktično brez napak ali res samo z malenkostnimi odstopanji. V veliko potrditev tega so bili ravno kumranski rokopisi, ki so jih leta 1947 našli ob Mrtvem morju in so bili po več 100 let ali celo tisočletje starejši od tedaj ohranjenih rokopisov. Letošnjo nedeljo Božje besede spremlja geslo in odprle so se jima oči. Oči so se odprle učencema na poti v Emaus, vendarle šele po dolgotrajni Jezusovi razlagi in polomljenju kruha, torej po Božjem obredu.
koliko je še danes med nami zaslepljenosti, ko so ljudje ujeti v lažne predstave o sebi in svetu in v lažne obljube tega sveta. O, da bi nam Božja beseda odprla oči. Božja beseda, ki je na vrsti za letošnjo 3. nedeljo v času med letom, nam spregovori o poklicanosti in je v bistvu en sam klic k spreobrnenju. Jezus je poklical prve apostole, ki so bili prej ribiči. Posredno pa Božja beseda kliče tudi nas, da bi šli za Jezusom in se spreobrnili. Tako kot je prerok Jona v Stari zavezi klical Ninevljane k spreobrnenju, kliče torej tudi nas. Podoba tega sveta namreč mineva, zato se ne splača živeti za ta svet. Spoštovane in spoštovani, 25. januar je tudi datum, ko vsako leto po vsem svetu, ali vsaj na severni polobli, zaključujemo teden molitve za edinost kristjanov. Velika rana je, da smo kristjani razdeljeni na katoličane, pravoslavne, evangeličane in druge kristjane. Jezusova želja pa je bila in je še, da bi bili eno. Ekumenski dialog je v zadnjih desetletjih precej napredoval, tako da smo spoznali, da je vendarle veliko več stvari, ki nas povezujejo, kot tistih, ki nas razdružujejo. Letos je ta teden molitve potekal pod geslom Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste veliko sadu. Besedilo so pripravile sestre redovnice iz redovne skupnosti Grand Champ v Švici, ki velja za ekumensko redovno skupnost. Njihova prva predstojnica, mati Genevieve, je že leta 1938 zapisala: Živimo v obdobju, ki je hkrati čudovito in polno tesnobe, v obdobju, ko dušam ni nič prizaneseno, ko nas potegnejo za seboj hitri človeški dosežki. Bojim se, da bi naša civilizacija hitro ugasnila v tej kolektivni norosti hrupa in naglice, ko nihče nima več časa za razmišljanje. Mi, kristjani, ki vemo za vrednost duhovnega življenja, imamo v tem pogledu velikansko odgovornost, ki jo moramo udejanjiti. Moramo postati eno in si pomagati, da prebudimo neslišne sile, da ustvarimo zavetja miru in središča življenja, v katerih se tihota ljudi odpira za ustvarjalno Božjo besedo. Gre za vprašanje življenja in smrti. Tako je zapisala mati Genevieve in kako aktualne so te besede tudi za naš čas. Drage gledalke, dragi gledalci, za nami je torej praznovanje nedelje Božje besede, za nami je tudi teden molitve za edinost kristjanov. Sveto pismo nam je vsem kristjanom večinoma skupno. No, obstaja nekaj knjig v Svetem pismu Stare zaveze, ki jih evangeličani ne sprejemajo za svetopisanske, a te knjige so v manjšini. Večino svetopisanskih knjig, večino Svetega pisma imamo vendarle skupnega. Roko na srce, v razlaganju Svetega pisma so evangeličani krepko pred nami katoličani, saj so njihovi strokovnjaki vedeli, da je marsikaj v Svetem pismu potrebno razlagati v duhu takratnega časa, ko so svetopisanski pisatelji zapisovali Božje besede. Bogu hvala za Sveto pismo. Želim, da bi nas trojedini, ljubeči in vsemogočni Bog nagovarjal in vodil po poti edinosti, premišljevanja, dialoga in svetovnega miru. V tem duhu vas vse lepo pozdravljam.